Lepo pozdravljeni 8. februarja na slovenski, največji slovenski kulturni praznik, ki ga praznujemo tradicionalno na dan, ko je France Prešeren umrl. Mislim, da smo vsi tukaj zelo veseli. Smo? Ne, nismo, imamo nekdo, ki ni najbolj vesel. Kako ste, kaj ste v redu? Super. 3 ura. A ste zdaj po kosilu? Ja. Ja? Jaz nisem. Kdo je bil na Prešernovem smenju, dvigante roke? Ne, v bistvu zelo malo ljudi. Hvala lepa, da ste prišli na to predstavo. Dajte povedati, kaj vas je prepričali, da ste prišli danes sem, recimo, mladenič v prvi vrsti. Zakaj si danes ti v knjižnici? Zaradi zabave si tukaj. Hvala lepa. In zabavo... Nismo ga še prepričali, ker je zelo še tako. Ja, res smo. Malo je skeptičen, ampak ima pa že nasmeh na obrazu. Lepo pozdravljeni na Prešernovi impro predstavi Prešernovi izrazi. Danes bomo za vas nastopa Saša Stare! Rajna Klopčik! Bohinc! Za vse tiste, ki ste mogoče danes prvič na improvizirani predstavi, vse, kar se bo dogajalo, bo brez scenarija, vi boste dajali različne predloge in nam boste pomagali ustvarjati prizore na ta način. Mi nimamo, se pravi, nobenih vnaprej pripravljenih dialogov. Mislim, da bi se verjetno že pripravljala, če bi bila vnaprej pripravljena dialoge. Kjena ste naučila, da ima full tekstov? Zelo ključne tekste. Ja, nimamo tudi nobenih predmetov, zaradi tega bomo uporabljali pantomimo in boste vi v bistvu z vašo domišljijo mogli zapolniti celotno praznino, ki bo nastala. In zato, ker boste vi zelo močno mogli sodelovati v naši predstavi, se moramo vsi skupaj ogreti na zelo preprost način. Na 3-4 zdaj se zaberete najljubšo Prešernovo pesem. Razmislite, pripričan sem, da bo 75% zdravljica, pa 25% apel in čevljak. Smo. 3, 4, zdaj. Mislim, da sem slišal čevljaške vzornika. Kar s pisalici. Dajmo narediti eno zadevo, da pripravimo naše možgane, da ogrejemo levo pa desno polovico možganov, ne vem, če je to res, ampak sam sledite mi. Naredimo pesti. Ja, super. Zdaj na eni roki stegnemo kazalc, v drugi roki palc, vidimo ogromno nasmejanje obrazov, kar pomeni, da ste to že delali. Zdaj vse, kar morate narediti, je, da zamenjate te dva prsta. Samo to naredite. Če to znate delati, boste bili doskrat na naših predstavah. Si bili večkrat, pa še ne znajo. Zdaj, današnja predstava je posebno tudi iz enega drugega razloga, se pravi, samo predstavo bomo začeli čez nekaj minut, ampak preden pa začnemo s predstavo, bomo pa razglasili nov slogan Mestne knjižnice Kranj. Do zdaj, oziroma do kakšnega meseca nazaj je potekal izbor, kamor ste lahko vsi redni obiskovalci napisali. Do danes je to poteka. Do danes ste lahko napisali različne predloge, kakšen bi bil lahko nov slogan Mestne knjižnice Kranj. Nina, kakšen je bil slogan do zdaj? Dnevna soba mesta. Dnevna soba mesta, ljudje so to vzeli malo preveč dobesedno in so bili cel dan. Nič narobe, pridite cel dan v knjižnico, sam ne živeti tukaj. In zdaj smo v bistvu zbrali, tukaj je tako imenovan jagodni izbor, oziroma same cvetke predlogov, ki ste jih napisali. Verjetno se boste tudi vi prepoznali v kakšnem od teh predlogov, če se, dajte prosim dvigniti roko. In mi smo 10 teh predlogov napisali na tiste listke in potem jih bomo naredili en prizor, ki jih bomo v bistvu uporabljali. Zdaj pa samo to, da boste slišali, kakšni so bili približni slogani. In to so slogani za Mestno knjižnico Kranj. Prosim, imejte ves čas to v glavi. To ni 10 nepovezanih stavkov, to so slogani za Mestno knjižnico. Zdaj bom sam prebral, lahko pa vidi, da se kar napravite, da boste začeli s tem prizorom.
Okay. Torej, predlogi, ki ste jih dali. If you have a nipple, do a triple. Umobolnica Kranja. Jaz sem vsak dan tam z veliko. Da recimo, ko nekdo prvič zamudi zamudnino, da se mu takrat ne šteje. To je kot slogan. Ja, to je kot slogan. Ja, ne predlog. So hoteli vzeti, pa je vodstvo bilo ne bomo tega. Potem so bili še starki. Zdaj, za te, ker so otroci tukaj noter, tega ne bom prebral v celoti, ampak mislim, da si boste predstavljali. Bi, se, si, af. Okay. Af je kratica z dve besedi, če ne veste nič hudega. Bajto si moram najti zraven knjižence. Nategen pa pobegen. Dajte CD, spuži na suhem. Spet, jaz sem prepričan, da večina ljudi ne ve, kaj pomeni slogan, za te, ker so samo predlogi. Dajte CD, spuži na suhem. To je odličen slogan, prosto. Ja, mestna knjižnica, Kralj. Dajte CD, spuži na suhem. Se preča, se sploh se ne neha, že res. Okay, zdaj tako, eni predlogi so napisani tam gor, eni so tisti, ki jih niste mogoče se slišali, in zdaj bomo mi trije, Rahela je zdaj izgledala. Je še Lulu Mahan. Mi bomo odigrali prizor in bomo zdaj uporabljali te stavke, kot da so to besede, ki jih mi povemo v eni običajni situaciji. Vas bom prosil za en predlog za začetek na zdravje. Potrebujemo, ne vem, eno situacijo, nek prostor, kjer se pač znajdeta 2 do 3 ljudi. Nakupovanje Hosentregerjev, dober, WC je bil tukaj. So vse te narodne noše danes spodbudili, ne? No, Hosentregerji, pa to bomo naredili to. Ne grulejo. Ok, to je voda predloga, sta zelo dobra, imamo mogoče še kaj drugega? Ponarejevalnica denarja. Ponarejevalnica denarja, odlično, bomo povzeli to, ker tega pa res nikoli ne slišimo. Tudi nakupovanje Hosentregerjev ne toliko veliko, WC pa skoraj da vsak sliši. Ponarejevalnica denarja, zdaj ne vem, a mi da počakava Rahelo, ali kar začneva? Ne. Odlično, super. Rahela, smo v ponarejevalnici denarja, to je naš prostor, imamo 10 stavkov, vas je prosil za en aplavz začetek. Zakaj se pa obnašate, kot da me ne poznate? Zato, ker cenimo anonimnost naših strank, to bi gor više. Ja, jaz bi jih 500 tožen. Ja, ni problema. V kakšnih bankovcih? Ja, ko pa vem, recimo nategen pa pobegati. Gospa, vsak teden pridete sem, pa govorite te obscene stvari, no. Prosim, samo enkrat mirno mi poveste, koliko denarja hočete. Vse sem rekla, 500 tožen. Ok, a pa v kakšni bank, jaz bom sam dal. Odlično, da imate 500 tožen, 2 tožen trebam nazaj. Ne, gospa, to ni za stol. Gospa, to ni za... Gospa! Kvami bod boste? Ja, v bistvu policije res moramo pisati. Vsak teden, da te gre pa pobegne. Dobar dan. Živjo. Ne vem, sem prav prišla. Ja, ne vem, kako iščete, mlada gospodična? Znaj, to bo... Pa ste prav prišla. Nisem navajen takih mladih, da pridejo tako novac, ker se stare hoče. Lahko bi dali kaj sladkari. Ja, mogoče, ja. Niste toliko mlada, no. Mislim, če hočete mlajše,
Imamo, ne vem, jaz nimam sladkari, imam 50 jurjev, 100 jurjev, lizika. Odločiti se je treba. Dajte, veste, kaj moja babi zmer pravila, ker se je bilo treba odločiti, zmer je rekla, da recimo, ko nekdo prvič zamudi zamudnino, pa bo takrat nešteje. To moja babi skozi govorila, je delala v Križevci, dobra ženska, samo ful smo imeli knjig. Dobar dan, višji inšpektor Marko. Pojavlja se govorica, da kle noter vi ponarejate denar. A, dober dan, višji inšpektor. A niste bili prejšnjem tednu še nižji inšpektor? Ja. Ste napredoval? Ja. Odkrili smo eno pralnico denarja. Pa so nam dan namig, da se v tem delu zna tudi ena ponarejevalnica. Veste, kaj nam je gospod v pralnici denarja rekel? Kaj? Najte sušilnico denarja? Ne. Ne. Pogledal me v oči, pa mi je rekel, mizo sem skukar zbu, sorry. To je govoril potem, ker ste mu v glavo zabili v mizo, a? Ja. Mogoče je bil pretres možgana, ampak je takega. Mogoče vam je dal napačna navodila, kot tukaj ni nobenega denarja, mislim je, normalen denar, ker prodajamo stvari, pa imamo denar. Ni nobenega ponarejevanja tukaj. Gospodična, kje ste pa vi dobili torej sladkarijo? Stric mi je dal. Veš, to bo en čist drug problem. Gospod, prosim lepo, imate kakšen nalog? Prijete noter, začnete kar nekaj šlatati police, pa nekaj počepate tlele, pa nekaj gledate okoli. Jaz sem pošten državljan, jaz plačujem davke. Jaz si ne zaslužim, da vi kar prijete noter, pa se takole sumničavi. Jaz poznam svoje pravice. Ena izmed mojih pravic je, dajte CD spuži na suhem, evo. In vsako nedelo po kostilu dam CD spuži na suhem. Evo. Meni se to zdi, if you have a nipple, do a triple. Gospodična, vi ste čisto premladi, da bi govorili te stvari. Ok, gospod, v redu, očitno, da poznate slovensko zakonodajo, boljšo, kar pa jaz. Ja. Tega od spužija še nisem slišal. Ampak da smo si nekaj najjasno, jaz ga zdaj na sodišče in bom dobil ta sodni nalog. In to z zelo preprostimi besedami, ki jih bom rekel sodniku. A tebe tudi crvi znanje! Ti pa pojte prosim domov. No, nasvidenje, srednji inšpektor Marko. Sem še vsaj imela ta denar. Ja, kar, vzemite, 150 jurjev dosti. Super, ja, fantastično. Samo morate pa 2 jurja plačati za to. Zakaj? Ja, pač prodajamo, podarejamo denar, pa ga prodajamo naprej. No, ti si shojno. Ne, se... Morate kaj zraz, gospa! Kaj pa morate? Faka, kje je moja hrana? Dan. Dan. Jaz sem pa Darko. Darko, a? Ja, jaz sem pa prišel kupiti malo ponarejenega denarja. Aha. Tega pa nimamo, veste, je zmanjkalo. Darko. A ja, kdaj ga pa spet dobite? Ne vem, probajte spomlad, takrat ponevad zraste. Denar vam rad? Kje vam pa denar rast? Ja, na drevesih, kje pa? Darko. Se jaz nisem zares Darko. A pejšte. Zelo dobro. Ampak ni še konc. Na, seveda ni konc, dokler debel prodajalec ne reče, bod fit. Zdaj pa še
svečana razglasitev zmagovalnega slogana in v resnici so zbirali zaposleni v mestni knjižnici Kranj po enemu zelo preprostemu konceptu, mora biti vsaj malo povezan, pa smiseln, pa ne neokusen. In, dame in gospodje, od zdaj naprej, mestna knjižnica Kranj sliši na slogan Hiša razgleda! Rekli smo, da ga bomo tja gor, da sem bomo, zaenkrat ga demo tja gor. Mogoče imeti ene magnet. Ja, so tega. Ok, zdaj pa, preostanek predstave bo pa v znamenju Franceta Prešerna. In kaj smo se mi odločili, da bi naredili je, da bi navidali različne naslove Prešernovih pesmi in pa kakšni bi nam tudi pomagali z vsebino, o čem se dogaja. In potem bi mi naredili prizor, v katerem od njegovih, v katerem od njegovih življenjskih obdobij se je to zgodilo. Recimo, da je napisal Apelin čevljar, ko je bil nekje okrog 40 let, zaradi tega, ker je takrat lih šel v čevljarno. Ne vem, to je bil zelo slab primer zdaj. Ne, prej, da je bilo kulje. Ljudje te imajo še karat, ja? Kaj te nadaljujete? Na ta način. Potem nam boste vi v bistvu pomagali. Lahko nam tudi poveste samo naslov pesmi, pa jo bomo mi poiskali na... Prešeren.net. Res je, Prešeren.net. Vse Prešernove pesmi na enem mestu. Ja, moram narediti to. Sponzor današnjega dogodka, Prešeren.net. In mestna knjižnica Kranj. Hiša razgleda. Ja, zdaj pa potrebujemo eno pesmo za začetek. Krst pri Savici. Krst pri Savici. Najprej celega preberemo, pa igramo. Ok, krst pri Savici. O čem govori krst pri Savici? To je zdaj vprašanje. En človek se krsti v Savici. Ne gre en človek. Črno, ne? Ja, Bogomila je ne. Ja, se pravi, kaj se v resnici zgodi? Se pravi, imamo boj proti poganom, sklepam, in Črtomir in Bogomila, a takrat so enega krstita, to se... Ne, na začetku je Bogomila... Na začetku je Črtomir pogan, polega pa Bogomila prepriča. Ja. Okay, Vezan ga obrnejo kristjana, pa ona na koncu ni z njim, ampak gre v klošter, ne? Ja. Tako kao sebe, se zaprečeno in ja, pa razumem, da je točno, vse grejo samostalno na koncu. Pa vedno tako očitno nekoga nekaj prepričajo, pa so pa tako Malo se dolvala. Kdaj je kdo nekoga videl nazadnje, ker je nekdo uporabil to gesto? Jaz dvakrat. Ok, se pravi, kar je predstavici? Ne, jaz bi mogoče se osredotočil na to prepričevanje, da moraš nekoga prepričati v nekaj. Recimo, kdaj se je to v Prešernovem življenju zgodilo, v kaj so Prešerna recimo prepričevali. In recimo, kaj bi Prešerna recimo lahko probali prepričati? Veganstvo. Kako? Veganstvo. Veganstvo? Veganstvo. Ja, Definitivno. Čas študija bolj. Čas študija, ok. Se pravi, verjetno... Neha talat fig. Kaj? Pripričujemo Prešerna, da naj neha talat fige. Ne, bomo šli s tem veganstvom. Hvala lepa, ti si že dolgo razpisati. Ne, bomo tako naredili, se pravi, v času študija so Franceta Prešerna vegani skušali prepričati, da postane vegan, mogoče je nekaj kakšno tako obdobje. Ja, on študiral na Dunaju, ne? Na Dunaju. Ja, smo na Dunaju. Od 0,0 do 49 se ti zdi tam, da je čas študija. Bilo da sem žal. Ja, zakaj to delaš? Ok, je prosti, no? Kaj je študiral okrog? Jaz bi rekel, kje? Ja, jaz... 18, kaj ste? Ne, veš med 20. 20. Kaj to je 20? Samo je to 20. 20. Ok, se pravi, po 20 letih France Prešeren, študij na Dunaju, nekdo ga skuša prepričati v veganstvo. Smo pripravljeni? Sveda. Se vrahiram, me sovraš trenutno, ampak ja, lahko je, sveda smo. Ok, dajmo en aplauz za prvo predstavitev.
Atentat as well. Ja, wollen Sie eine Konfetti machen? Color. Color bin. Ja. Okay. Nein, Fräulein. Möchten Sie ein Konfetti machen mit mir? Da bi midva stiskala skupaj kavo. Nein, Fräulein. Möchten... France! Noben ti ne Ein verjamem. Moment. France, noben ti ne verjamem, da si izabste rekel, da sam normalno govoriš. Ne všič ti je, sam stop do nje, reči za naslov, da je boš lahko pisal pismo, pa šli si, no, se nači. Ja, pa, če pa tle moraš biti... Prišli na moje vrata, tako da naslov očitno ima. Tudi naslova ga rada vstavi, no? Či se pogovarjam, povej, kva delaš v prostem času. Čakaj, Avstrijci so tako cool. Avstrijci so cool, no? Ja, ne, predvsem. Dobro, veš, da... Ne, so tudi Slovenci bomo na eni točki, veš? Še pa ne to cool, kot Avstrijci. Si kdaj videl? Ja, meni so kar smešni, no? Res. Tako te štumpe imajo do sem gor, pa plače imajo do sem gor, in neki kožek. Pa hozen trenerji. Se to, ne počakaj, no, daj, tiskar si, koncem, krnc, vrba. Zvolična! O, aha, pa se znaš sporazumevati. Ja. Gospodična ti prelepa, nisem videl še tako lepega dekleta, rad bi peljal te na kavo in s tabo delal zabavo. Saj, Sekundo. To je šlo kar dobro. Se rima, ne stvari. lej, veš kaj? Gobi, to kar si, Poljka, pa to ne boš poskos pa priti nazaj do mene. Tako da bi povabil te na zmenek in upam, da bo to dober Pomenek. zmenek. Ja, pomenek, to sem hotel. Kam bi pa šla midva? Ja, mogoče šla bi malo skozi Dunaj, pa bi bila malo skupaj zunaj. Moment. A zdaj gre z mano, kaj pa zdaj? Ja, ne vem, za začetek me zanima, ali je vse v redu s tvojo glavo, ali boš pa zdaj govoril samo o rimah. Rime mi dajo, veš, ta občutek, da ko se vse rima, imaš vse pod kontrolo. Lej, kar ti jaz predlagam je zunaj na Deutsche Straße se je odprla ena nova restauracija in je propes. Nimaš nobenega mesa, nobenega mleka, nobenih jajc, več imamo vse, kar je, samo sveže sadje pa zelenjavo. Meni to ni to kako. Lej, stari, vsi študenti zdaj hodijo tja. Ne, je zrezak. Je prav opet dobesedno v kjerokoli drugo avstrijsko restauracijo. Na Dunaju. Dobiš dunajski zrezak. Ok. Ne, samo razmislil, no. Dunajski zrezak. A jo boš impresioniral z dunajskim zrezkom? Ne, dunajski zrezki so vse povsod. Prav, gremo to novo restauracijo zelenjavo. Torej, poznam eno restauracijo, kjer bova okušala drugo nacijo. Daj greva se. Hallo, guten Tag, dobrodošli v naši novi restauraciji. Ja, bitte sitzen Sie, ja, danke, sehr schön, ja. Ja. Dobar dan. Bist du eine slowenische Fräulein und Freund? Ja. Ja, ja. Sehr dobro.
Kaj vam lahko prinese? Vem, jaz bi v bistvu meni. Aha, meni à la carte za vas. Ja, kaj pa priporočate? Bučkino juho. Ne. Fikove polpete. Fige so cool, stari. Ja, Mogoče enkrat v life boš tako, fige so cool. Mogoče enkrat, ampak zdaj so pod en drek. Melancanina kaša. Ne. Ali se piše kaša ali kaša? Ne vem, ampak to me dosti ljudi vpraša. Rime, zelo dobro. Vam bom prinesel meni. In, ja, Živjo, Ana. vem, kako Ja, ime. Ja, France, sorry, razumem, zate je čuden, jaz sem se sam pojavil na tvojih vratih, ti si šla pa z mano po Ivori, razumem, da ti je malo čuden. Ljudje pravijo, da sem malo čuden včasih. Glej, Jana, jaz sem tle v Dunaju študiram pravo. In pa sem videl tebe enkrat, ko si šla mimo ene študentske gostilne, kjer hengamo. Pa sem rekel, wow, to pa je fejst punca, ne? In sem ti sledil. Ko sledil to? Tako, šel sem za tabo, skrival sem se za vogali. Klasika. Hvala. Gospodična, če želite, lahko pokličemo tudi kakšnega žandarja. Lahko prinesem bokalce za spiki. Kaj tukaj najbolj ima tako okusko meso? Res. Kaj? Gospod, moram vas prositi, da zapustite našo avstrijsko restauracijo. Rekel sem, pejte ven! Tukaj ni nobenega mesa, gospod. Tukaj je vse obrano in nabrano od zunaj in od spodaj. Nihče ne lovi nobene živali. In tudi, če ješ neki, ne iščeš pa istega okusa. Tako, mislim, veganske hrenovke pa te scene. Kaj se zdaj spravila tam, meni sem rad nekaj jedel, kar mi je všeč, kaj? Pač nočem nekih polpetov iz špinače ali... Gospod, tega niti nisem omenil, ker nam je danes vsega manjkalo. Nočem jabolčnih, pohanih, ne vem karkoli... Jabolčni pohanci s kajmakom, kaj je to? Nikde kajmak je sir. To ste pa kar... Pa mleko porabljate, pa to tudi ni. Vi sploh niste vegani, vi ste vegetarijanci. Prosto vegetarijanci. Ne bomo praviti, ne! Jaz sem uničujem biznis. Ana, lepo te bilo spoznati, ampak po premisliku mislim, da nisi toliko pridom. Tako da vprosti, ko sem ti sledil, uživaj, pa sej zaenkrat ni še nič zaplačati, tako da kar pej domov, no. Ja, Ana. Idemo naprej. Jaz se ne počutim dobro kot Prešeren. Zdi se mi, da sem preveč... A ne, Prešeren je bolj strog, ni tak bil. Jaz ga imam v glavi, kakšen ga imam? Imam Ježa je bil. Mogoče ja, pošteno vprašanje, kako bi opisali Prešerna? Kakšne lastnosti bi mu dodali? Kako? Melanholičen. Melanholičen, okej. Vse delal s figo v žepu. Vse je bilo si že. Kaj svojo figo? Ne, pa je bil tako lagal, je pa bil tako... Depresiven. Kaj, depresiven? Depresiven? Kaj še, kaj? Boj?
Ali se sam pritegujete? Meni je drugače v redu. Meholičen depresiven. Meholičen depresiven, zdaj fino bi bilo, da imamo enega prijatelja, ki je pa zelo nasprotje temu. Ne vem, kje, da bomo mogoče... Časa smo videli noter. Dajmo mogoče še, zdaj si predstavljamo Meholičnega Prešerna, kdaj, recimo, kaj je delal takrat, ker mi bi bil najbolj depresiven? Pil je. Hvala. Ok, dobro, pil je pa je... Prav, imamo depresivnega, pijanega Prešerna, ker bo igral Rok! Odlično, in jaz bom njegov prijatelj. Še ni menjega prijatelja, ne? Ja. Vemo, kjer ga? Ja, Čopa. Čopa. Odlično. Dajmo zdaj glede o Čopu, pa vemo veliko manj, ker nam niso toliko vedeli o šolo, ne? Dajmo stvar tega Čopa, kakor da ga nikoli še noben ni videl. Kakšen je ta Čop? Zabavljač. Zabavljač, okej. Kaj še? Ne, skozi je vesel. Prešeren, hvala, ja, dobra. Bravo, res. Ne, vse je dobra fora. Kaj? Skozi si pil sok? Skozi si pil, to si ti rekel. Skozi si pil sok? Ok, še čuje? Kaj še? Hiperaktiven zabavljač, ki skozi pije sok, ma dobro, imamo to. Super, odlično. Kje smo? Kje smo? Ja, če pijemo. Pijeva. Gostilna Stari Majer. Gostilna? Ta predlog je še dobro. Da na naši časovnici so pa nekje tle. Prešeren je živel v Kranju samo zadnji 2 leti, ne? Ok, pa smo pa tle. Ne vem, nisem dober z leti, no. Če ne z leti, pa sta leti. V glavnem, ne. Super, smo v gostilni Stari Majer, depresiven Prešeren in pa zabavljač. Je Čop. France! Koliko časa se že nisem videl? En vic sem slišal, bi rad slišal en vic. Matija, prijatelj dragi, prosim. Ne zdaj. Pa ta je dober. Ta je v bobrih po babah. Dobro. Malo smeha mi bo prijalo. Odlično, sam je malo mazan, da ne vem, koliko ti to všeč. Ali boš prenesel to, ker zadnje, ko sem ti eno mazan vid povedal, sem napisal tisto svojo togabno pesem, no. Ker zanikaš, no, sem bil kar pijan, ampak. Lej. Je bila kar grozda, no. Lej pesem. Una, no, Lenora ima 2 roda, pa te zadeve, se veš kako. Daj, Matija, ali lahko prosim sam poveš mi to šalo? Ok, šala gre tako. Ok, najprej da ti povem, kako sem slišal to šalo, ok? Jaz pa Janez hodva po Trubarjevi. Hodva po Trubarjevi. In nasprot prijeta 2 taki, ma jaz bi rekel, da nista lih poročeni, če veš, kaj mislim, no veš. Mogoče sta poročeni z nočjo. Razumem, prostitutka. Glavno, ok, v redu. No in prijeta unega in pogledate in začnete vse neki ne, gold dinner. In se bi jaz skoraj hvala. Ampak Janez, pa se poznaš Janeza, ne? Janez je pa unaj gold dinner je mečel kol in greš ta beri z njim, ne? Oprosti. Ja, to je bilo 2 dni nazaj. Janez meče gold dinnerje na pol. Ne, tako jih ima pa jih, frca. Vse veš, o čem govorim. Vse poznaš Janeza, no? Janez, on je ten tak kerovc. Glavnem, in pol en dan kasnej, jaz hodam isto po Trubarjevi. Sam, torej. In vidim tiste gold dinnerje, ker po teh. Ne, prijateljice noči jih sploh nista pobrali. V glavnem, pobiram jaz gold dinnerje po tleh in pride mi fajmo štrk in me pogleda, reče, za te gold dinnerje ti pa jaz povem eno nemarno šalo. Jaz rečem, fajmo štrk pa rad slišal eno nemarno šalo. In potem dan tiste gold dinnerje je rekel, da lahko pove samo spovednici. Mi da greva spovednico.
Matija, kdaj se začne ta šala? Ja, počak, moram priti do tega, da ti povem šalo, ne? Da, oprosti, nadaljuj. V redu, in prvi razpovedico je bila samo fora, da me je izpovedal, ne? To je pač ta, sploh ni hotel povedati fora. Jaz imel jezer, pa sem mu rekel, moj greh je zdaj, da sem jezer na vas oče, a ne? In pa sem pač zmolil 2 oče naša, pa 3 zdrave Marije, ker ne smeš biti jezen na fajn uštro. In pa sem šel ven. In pa sem prišel do stene zraven cerkve in tam na vrh piše vic. Kaj je ta vic? Kabel grize, bobar ali baba, ki je nažgala. To je cel vic. Nisem od jaz ne štekal, sem smejal sem se pa. Ko mislim, da bobar. Če to vzamem kot filozofsko vprašanje, veš kaj pravim? Vlada bo lahko en sok, prosim. Eno vsak. Enega brumničoga. Hvala. Kjera dela doks? Na tej strani Magdalena, na drugi strani Bogomila. A, Bogomila. 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 Kaj je krce, ko si kaj? Ja, mislim, zdaj, ker si mi ti povedal to šalo, dobro, ne zares, sem mi popravil. Prešeden sem popolnoma neuspešen človek. Sem odvetnik brez pisarne. Dali so mi eno sobico tukaj med Marijem. Kaj me sedaj stori? Ja. Ne vem, odvetnik v sobi, a ne? Ja, pa, ko si ves čas depresiven, pa piš, pa si daješ ven svojo bolečino, piš pesmi. Sam te take bolj vesele, no. Zdaj sem se kar jokal, ko sem tvoje prav. Napisal sem eno novo pisem. A je dobro? Ja. A je vesela? Ja. Povej. Ves dan To je dobro, dan je svet. in vso noč. To je Sedim v svoji sobi in kličem na pomoč. Nato pride ljuba, mila Bogomila, da mi je kosil naredila. Pa rečem jaz, oj ti ljubo, ti dekle, daj povej, kaj danes imaš pripravljeno za mene. En zlog preveč. Sam moraš se ritem skojiti, ne bom. Super je. In ona reče mi, nič. Tako da sem bil cel dan lačen. Ej, kaj lahko na koga zadaš? In lačen sem ful drugačen. Da je pisal na eni drugi steni. V glavnem, Franceno, ne moreš hoditi tako skozi življenje, ne moreš biti skozi. Ne, doktor Fige, imate fige. Lej, se nasmehran, uživaj malo. Matija, pa je res ena stvar, ki bi me zelo res razveselila. Povej karkoli, moj prijatelj, povej! Plavat bi šel. Zdi se mi, da mi malo rekreacije prebudi duha, da prinese obraz, nasmehne obraz. Kaj je lahko najslabše, kar se nama zgodi? Jaz mislim, da nič. Točno to. Jaz sicer nisem nek ful fan vode, kar se nič potem, da se ne... Greva zaplavat. Veš kaj? Ti, moj dober prijatelj, ki si mi zmer stal ob strani, zate naredim karkoli. Greva plavat. Ok, kaj pa se lahko zgodi? V bistvu zelo je čuden igrati Prešerna. A ne? Ful je nenavadna zadeva. Ja, zelo je kar ena odgovornost naroda imaš na se. Dajmo narediti en prizor, kjer ni zares Prešerna, ampak se pa dogaja nekje, takrat, ko je bil tudi Prešern, mogoče da ga ljudi poznala interpretacija. Dajte eno pesem od Prešerna. Povodni mož. Kaj je bila ta? Sovdaška. Sovdaška, odlično. A mogoče veste, o čem govori pesem Sovdaška? Bičevljev mir in palcev pet.
5 čevljev meri palcev 5, se pravi karakteristike od nekoga. To je verjetno vojaška, soldatska pesem. Sašo! Rok? Ali lahko na presedem.net. Presedem.net. Če vam zmanjka idej, kaj bi delali pri slovenščini, presedem.net. Soldaška, ja. A je med poezijem ali med recitacijam? No, to bo ni bilo, ker obstaja tudi za vika recitacije. Sorry. Soldaška, med poezijam je, da boste vedeli. Soldaška. 5 čevljev merim palcev, 5 adijo ljubca, starši in z Bogom vi tovaši. Dopolnil sem 19 let, 5 čevljev merim palcev 5. In čvrste sem postavil od nog do glave. Očetov dom ti na slovo, kdor ni za bolji rabo, sem verjetno narobe nasil to. Najvar je dom in babo, to ni absolutno ni vredno. To je po moje, da pisamo nekomu, ki gre v vojsko. Tako je, ja. A mogoče naredimo kar to? Da naredimo... Odhod v vojsko, ki se prijatelji pogovarjajo na pijači in v bistvu govorijo o tem, kako bodo šli v vojsko. Ok. Sprav, gremo v vojsko. Mislim, tudi prijateljice so zraven, lahko. Super. Kje pa bomo? Zdaj smo nekaj bili v baru, kje bi se lahko te fantje zbrali za vojsko? Na postaji. Na postaji? Tik pred zdajci. Ok, prav smo na postaji, na železniški postaji, ne mora železniški, ker avtobusov ni bilo. Smo na železniški postaji. Hvala, da si me pospremila sem. Zdaj grem v vojsko in kdo ve, kdaj se bo... Ne, prosto ne joči. Ko pridem nazaj, se bova poročila, obljubim, da se bova poročila. Ti greš tudi v vojsko. Ja, če ne bo samo po slovenstvu. Jaz tudi. Smo iz zadnji dan, ko svoboden človek, vojska, Marko. Kdo je gospodiščina, želimo, kaj se je? Marko. Gospod. Dobro, gospod, ja. Taki ti bojo kriv prve? Sej, jaz sem prepričan, da v vojski ni dovoljeno. Da boste pirali. Ne bom gospod, da nisem prosil samo manj. Sem sam naredil izgajanje. Nisem prepričan, da ostali vojaki. Ti si predober za žganje, ali kaj? Jaz, kaj je? Postavil bi se. Če ti žim... Če ti žim sam reči, se nehal. Si pa malo nesramni, gospodine. Človek sam hoče deliti pijačo z vami. Ponavad ne gre vsak dan človek v vojsko, pa malo spiješ. Za 2, 3, 4 leta gremo v vojsko in ko se vrnem... In ti pa si izobražen, kot kole bo. Danes sem tak Prešeren. Jaz bom potem stara že 23. Jaz bom stara. To bo najlepša leta najnega življenja, kaj bo preživela skupaj. In dobil bom soldatsko plačo. Soldatsko. Do takrat pa lahko živiš pri mojem. Drug. Zasekne se pa kadec. Gospod! Tožga dvojčka so budni. Robec, hvala. Po noči me bo gril, nikoli ga ne bom od sebe dal stran. A je bolj smrtno? A
Robert, spomnim sem rekla. Všeč mi je, da... To ni higienično. To ni tudi bom smrkla. Pa bomo skupaj po mestu zbolil. Mogoče sam ne spram. Da ti jim dal majico za smrku. Gospod Marko ste rekli, še zadnjič, prosim. A ti živ, samo? Gospod Marko. Ni bil v navadi, da bi se prepiral z ljudmi, ki so pijani, tako da prosim nehajte. No, sem. Žil. Prebodi se daj. Čispijo. Če želiš, se lahko umakneš. A si ti polil? Pojdi, uživaj življenje. Odi na fakulteto in izobrazbi. Na fakulteto? Sem tudi šel na fakulteto, sam nisem naredil. Če že šel domov, bi fakt rekel, združ po vojsko. Vojsko. Jaz te ne bom več zadržal. Isto Boš ne, pripravljena. Prsta. Si pripravljen? Še si ali pa ne, jaz prihajam. Tako kot mi rečem, Izidor, z vljudnostjo se nič ne reši. Prav nič. Bom. Baba. Bolira. Ja. Ampak tebe zelo že bolj. Tukaj noter. Res me. Noč te ne stresne bolj, kaj je na prco v jajcu. Ni šanse, da gremo v vojsko. Kaj? Samo da ne igram. Samo ne igram Prešerna, ja. Ena pesem, ki je bila posvečena kakšni od njegovih ljubezni. Nezakonska mati. Nezakonska mati. Komu je bila posvečena nezakonska mati? Komu? Ani je Lovško. Ani Lovškovi je bila posvečena nezakonska mati. A je bila to res ljubezen? Rahela je tukaj, ok, zdrz. Sta dva načina, ko ljudje razmišljajo. Recimo, Rahela razmišlja na ta način. On je bil zaljubljen v Julijo, ampak kako mu rekel, objemčkov se je pa z Ano Jelovškovo. Nadomestilo je potem... Nadomestilo je tam najdel, ja, in ona pravi, to ni bila ljubezen, to je bilo samo rojevanje otrok. Pustil je samo, pa ni zares bil zraven, no, to mu malo zraven. No, to mu malo zameriš, ne, v imenu vseh žensk poslov. Ok, ampak bomo pozirali, da pesem še zmerno, ne? Nezakonska mati. A poznate to pesem? Ja. Ja. Vidite, dvigam pravko vsi, ki ste kadarkoli prebrali ali pa slišali to pesem, sam da vidimo. Ok, So vraženi. Nezakonska mati. Kaj pa je tebe treba bilo, dejte ljubo, dejte lepo. Meni mladi deklici, neporočeni materi. Oča so kleli, tepli me, mati nad mano jokali se. Moji se mene sramvali so, tuj za mano kazali so. On, ki je sam bil ljubi moj, on, ki je pravi oča tvoj. Šel je po sveti, Bog ve kam, tebe in mene ga je sram. Kaj pa je tebe treba bilo, dejte ljubo, dejte lepo. Ali te je treba bilo ali ne, vendar presrčno ljubim te. Meni nebo odprto se zdi, kadar so tvoje ozrem oči, kadar prijazno nasmeješ se, kar sem prestala, pozabljeno je. On, ki ptice pod nebom živi, naj ti da srečne vesele dni.
Ali te je treba bilo ali ne, vedno bom srčno ljubila te. Mislim, da je ljubila te. Meni se zdi, da je to je v bistvu ful dobra pesem. Jaz bi mogoče naredil, kakšna je bila, malo bolj pozitiven vidik na to pesem, ko je bila Ana noseča, ki se je sestala s svojimi prijateljicami, kaj so se v bistvu pogovarjali, ker je bilo verjetno, malo so govorile proti Prešernu, malo so ji dajali podporo, pa sploh. Ona je bila Sluškine, ne? Je bila, ne? Ja? Kako se že temu reče, tisti preden ženska rodi, ki se pa vse dobijo, vsi darila dajo. Deklišč, ne? Ne. Mislim, lahko je upravite dve dišava. Nezakonska mati. Ja, mislim, da ne. Ni daril za otroke, če si nezakonski. A to si hoče reči, ne? Ja, verjetno res. Ni baby shower, to je to do mene. To si pač dobijo se prijateljice. Ja, podporo so ji. Kdo od nas bo... To sem hotel vprašati, kdo od nas, ki nismo Rahela pa jaz, bi igral lahko to nezakonsko mati. Saša, odlična ideja. Saša igra nezakonsko mati. Sami ste do tega prišli. Mi dva bomo igrali. Mi bomo odigrali Krištovnini kolegic, pa pogledamo, kaj se je zadnjo ostalo predanje. Dajmo en aplavz. Pravice! Brca. To je tako živo. Jaz bi rada sam tega ven. Se pravi, da ko otrok pride, ne, da to je največja odgovornost, ki jo ženska ima, ne. Zdaj, ker bi se njim pravijo, da ko imaš otroke, pa razumeš. Sam jaz, Kaj pa razumeš? težko je vzgajati otroke, ne. Ja, moraš jih futrati, da ne umrejo. Ne, moraš jih držati stran od nožev, da ne umrejo. To je težko, ne. Brca, to pa teče. Kje je? Kje je še? Kje je? Ana, si v liru, ja. Brca, ne, ja. Se ne rabiš se dotikati, si se biti oddaleč. Manj brca, no. Na te noge, tako kot njegov oči, hoče kar pobegati stran. Jaz bom ubila Franceta, ubila ga bom. Se v redu. Se sem samostojna ženska. Še v redu. Mene fascinirajo s temi stvarmi, si ti pa reči, še prve menstruacije nisem dobila. Sam v tem času, a veš, to, koliko smo mlade, ni da res čuda. 1800. Ana, jaz ti moram reči, kot tvoja starejša sestra, sem zelo vesela, da boš obdržala tega otroka, kljub temu, kaj pravijo starši. Kaloga ne bi? Ja, ampak nimamo denarja za te stvari, pa še ne moramo te stvari. Jaz vam našpagam, ti pomagam. Zdaj mislim, da je prepozno, ne moramo. No, ne vemo za res čisto. No ne, mislim, da je prepozno. Čutaš? Lej, vem, kaj ti hočeš. Prav sam to, kad nikoli nisi nobenega deca dobila, ne? Tako da nami zdaj spravljaš. Ne, jaz sem pa dobila enega, kaj? Ne, jaz ne gre za to, sploh ne gre za to. Kaj ne gre za to? Ker neki hočeš, da neki zdaj kole... Ne! Meni so všeč moški! Se meni tudi nekaj se malo tuširajo, ampak kam boš? Čini razlog, jaz sem začela brati eno literaturo, francoska literatura, pisale so ene punce, ki se kličejo neki na sufražetke ali neki tazga. Vsi moški so prasci in France je glaven prasec. Če bi bil glaven prasec, pa bi bil službo. Zelo dobro, še službe nima. Jaz mislim, da moramo Franceta najti, pa bi nam tako
meni so naučili, zdaj z nami nekaj dobrih korakov. Vse te scene bomo lahko naredili, ja. Jaz sem razmišljal, lahko gremo potem tudi nekam dobro. Zdaj smo to naučila? Ja, jaz imam eno prijateljco, ki prihaja iz nekje iz Srbije. V redu je, bom jaz pospravila sto. Sorry, Ne, da pa da A imaš to kakšen štofelc med nogam, da ne pade ven? To je v bistvu zelo dobro vprašanje. Kako ne pade ven? Ne vem, a ti izgledam kot zdravilec. Zdravilka? Ti sploh vem, Tudi ženske bi bila lahko zdravilke, veš? Sam moški da je neko gorčevnost. Ženske so dost pametne. Seveda, da so. Tudi ženske lahko iste zadeve upravljajo kot pa moški. Če mi še ne vemo, če imaš štofelc ali ne. Ona ne ve, če imaš štofelc. Jaz sploh ne vem, kako je do tega prišlo. Wow! Kako bi pa to vedela? Sem jaz mogoče noseča, pa ne vem. A misliš, da se lahko nalezaš? Ne, jaz nočem biti noseča. Je mogoče že prepozno. Ne, nekaj to govoriti. Ne, Nekaj se premika. Nič se ne premika, tiho. Lej, ko govoriš, se premika. Ja, pa to, zato... Jaz grem po vodo. Jaz sem tudi probala, pa sveta voda ne reši tega. Delaš? Sam nočem se nalezti, če bi slučajno bilo nalezljivo. Okej, se je brovce, jaz se sam počutim kot kit, pa vsi hodite stran od mene. Žan! Ne pomaga, če sem probala, ne pomaga, sem špricala, pa sem pila, pa kap, ne, pa si dajo motor. Mama vedno pravi bolj preventiva kot kurativa. Ne, bolj... Pač, ja. Sam, pri tebi je bilo mogoče že prepozen. Mogoče. Kaj boš pa zdaj naredila, pa boš pa, ko boš hodila, boš dobila službo, ko lahko sama sebe O moj bog, Olivija, ti se imaš čas dotikaš. Punci, po mojem si ne moš tega nalezti, no, ker drugače to je že kar ne 8 mesecev pa pol je tole, no, bi se že kjer nalezla, ne, pa se ni še nobena. A ne, si se skoraj vsak dan A pa vidimo. če je inkubacijska doba? Kaj to pomeni? Skloh je v tebi tudi neki let, pa pol še ne izbruhne. Ti si pa brala ene knjige? Ti si brala ene knjige. Videla, da so lahko ženske zdravilke. Sem ti rekla. Ampak le, kako absurdno je, kad to govori. Gledi reč, kaj je inkubacijska... Inkubacijska. Glej, kako dobro artikulira to zadeva. Ne, se ne verjamem. Kaj ne verjameš? Zato, ker sem vajno štru hodila na upravljanje ust. Kakšno upravljanje usti? Kako uporabljati usta v različne namene. Mama je rekla, da je dobro, da grem. Pogruhu smo imeli, oziroma sem jaz imela. Ja, individualne ure. A to je bilo verjetno za pevski zbor? Ja, iz tega je tudi pevski zbor. No, druga je bila pa ta predstava predbožične jaslice, to je pa druga To stvar. smo pa vse delali. Ja, res smo vse to delali, nič čudenega ni pri tem uredu. To pa moramo reči, da vsi smo... Jaz nisem rekla, da je čuden. Ja, Se ni bilo. ni bilo, Romač, ni bilo čudno. Romaš, ker smo peli pa delali V jasno. glavnem, inkubacijska doba. Ja. Čem smo že Ne govorili? vem. Da si lahko noseč, mogoče tako čez 2 let. Ja, to, ja. Jaz bi verjel. A veste kaj, jaz bi... Verjel? Ja, kaj? Wow. Otrok govori z meni. Se pravi, popatek. Ja, seveda bo fantak. Jaz sem vedel, da bo fantak od prvega dneva naprej. In boš del enega slabega spola, če boš tam. Jasna pot. Bod punčka. Rabimo še eno močno žensko.
In ta ženska bo močna ženska, močna. Najbolj močna ženska je moški. Zanima, koliko stvari je sploh zdaj dvignil? Ne, Olivija, to smeti, no daj, dvigam, kar rabiš dvigant. Moj Bog. Sto resno. Jaz sem miseča, pa lahko dvigam. Ja. Kaj si se pa polulala? Slišam, da nisem. Verjetno je, da je ta štofelc vam padel. Krči! Kva? Ja, ne vem. Pa na fakt, da te šimate noter. Mogoče vam pridati. Oh my God. Mogoče vam pridati. Kaj če bi nekaj paniko skarati, pa šlepo v zdravilca, prem to rata res grozno, da vse otroke. Gremo kar do zdravilca, pa mogoče bomo srečali tudi kakšno zdravilo. Mogoče, ja, pa sem še nekaj naučila. Pet zraven, da sem še naučila. Tega se ne bo. Ne rabiš. Vse se nauči sam s pogledom. Rešujet probleme spola, v tem epizodu. Zdi se mi, da je bila starejša sestra od Dame, ful proti Prešernu, ful proti. Ja, se bila. Ne vem, če je imela starejša sestra. Ne vem, bila je, Olivija je bila je feministka. Olivija je zelo nenavaden ime za žensko, pa ne. Bila je od Popeja žena, to je kar sada res. Ne vem, kaj bi lahko še naredili, čisto se še mogoče nismo dotaknili v Prešernovem obdobju. Otroštva. To je malo narobe, da se nismo odnjavali. Ja, ok, dobro, mogoče iz otroštva. Katera pesem se vam zdi iz njegovega repertoarja, da najbolj spominja na njegovo zgodnja leta, njegova zgodnja leta? O vrba. Srečna, draga vas doma. Ker hiša mojega starega, da Buka žeja me iz tvojega sveta ne izpeljala bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prevrača vse, kar srce si sladkega obeta. Pa naprej. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta. Mi ne bila bi vera v sebe vzeta. Ne bil viharjev notranjih bingrača. V redu, dobro, dajmo nekaj. Ne, mislim. Okay, ne rabimo dokazati, koliko vemo. Ja, ne, če mi je to naredil, pa ne moreš... Ja, Super. dobro. Dajmo, je mogoče tajn prizor v otroštvu iz vrbe. Kaj se tam se dogaja? Ja, vrba otroc. Tako, vrbaška mladina. Vrbaška mladina. Kaj so pa otroci počeli? Drogirali so se. Teks, hvala. Srobred so kadila. So vredno naredili. Kaj so? Koza Klaus so igrali. Kaj pa je? Koza? Koza kramp. To se sliši kot najslabša igra. Še posebej za kozo. Tako ne poznam pravilno. Kakšne igre so se igrali? Koza? Klamf. Koza klamf, kaj pa tako približno o čem se... Oziroma ne. Zemljokras. Ja. Ne. Samo spomnili Koza klamf. Drogirali so se pa... Ne, niso se drogirali, ne bomo igrali drogirali. Koza klamf. Ej, sorry, sam koza klamp se ne moreš igrati brez, da si zadej. Mladina v Prešernovi mladosti, vrba je lokacija, nahajamo se v vrbi in na sredini vasi vrba stoji ena ogromna vrba. In otroci se vedno zberejo okrog tega, okrog te vrbe in se igrajo. Janez! Slabo. Ali kakšno kačo
Čakaj. Kaj? Najdu sem Slobrego. Ja, zato se odkašuješ vaš čas. Kaj? No, veš, daj ta palčka je. To kadijo, odrasli to kadijo. Zdajmo. Ja, pol je slabo. Zakaj to kadijo? Jaz sem poslušal mojega brata, pa fotra, ki ste se pogovarjali, da sta Kozenkranc. Ker ste Kozenkranc. Ker ste igrat Kozenkranc. Ko jaz to kožem, jaz sem s tima sledil, pa sem gledal, kaj sta delala in zdaj sem mislil, da bi mi tudi lahko igral. Kozenkranc. Matjaša sem že povedal. Koza. Ja, in zdaj bomo šli Kozenkranc. Kaj? Pa bomo jo ukrasili, kaj? On pozna pravi. Poveš, kaj je pravilno? Klamf. Okej. Koza klamf. Koza klamf. Ja. Klamf. Koza Klamf. Klamf. Koza klamf. Daj samo razloži. Okej, imamo divjo kozo, okej. Okej? Imamo kozo, okej? Ta kozica. Okej. Vsem je od Lojzike vzel, ka una od Lojzike je fukjena. Čišče nore. Sem preberal, oni so kar zaletavali v ljudi, zdaj je malico in sem Kjero? no, ta stara, ta zopa. Jožico. Ja, Jožico. Jožico. Vsakeč, ko labam im Jožice, prstom morim. Pa labam okoli ne, pa nikoli me ne vjam. Jožica. Jožica. Ti no, saj razlaš. Ja, okej. Okej, imamo kašo, zdaj pa rabimo kranc. Klamf. Kranc rabimo. Klamf. Klanf, isti. Kaj je to? Klamf. Klanf. A ja, klav! Ne! Jaz ne vem, kaj je klamf. Ja, kako se bomo šli bolj Kozenkranc? Dobro, dajmo, idej. Okej. Klamf, klamfaš, loh, klamfe. Klanf se sliši, kot da bi nekaj počel. Loh, poča. Pa ne, pa tako negativno. Ej, Lojo pa klamfaš, se pravi jo pa pretrdiš na nekaj. ja, okej, to mi je všeč, okej. Se pravi, koza, klanf, okej, tako se igramo. Pora je, da moraš kozo dati pretrditi na najbolj čudno stvar v vasi. Na Lojziko! Ej, dajmo na Jožico. Okej, vsak gremo tako, tekmujemo, kdo da bolj čudno stvar. Čakaj, pomam. Lej, a ne bo se skozi tako, se ne bo poškodovala, koza. Mislim, kaj meni dragi Si itak fukjena. Ja, pred kozo. Što na redu si? Čakaj, se pa sem to, Bam. Ja, prav, na kožic. Na zdravje. Moje povedno, veš. Ne, Okej, vsak si izbere eno stvar, kam bo dal kozo, in bo drugi nabeta. Pa točke zbiramo, bolj kaj čudna stvar, več toč dobiš. to dobro je. Super. Kdo pa reče, da je bolj čuden, kot da je bolj čuden, drugega bolj čuden? Dajmo s nami igrati, pa vidimo, kaj se bo. Okej, dobro, dajmo igrati. Fantastično. Jaz sem dal na Jožico. Ne moraš dati na Jožico. Mislim, če pametno, da lahko rečeš na okoliš. Vse ti bridi zase, jaz Ja, sem. okej, mi bomo nastopili. Počakaj. Okej, Matja, mi nastopili stran, ti pa probi to narediti. Okej.
Ok, zdaj dol. Ne, me zanima, kaj se zgodi. Sem dosti se kar močno, v bistvu se je sploh nič ne pokazal. Jaz sem dolg, kar močno je taj vrst, jaz mislim, da se moramo nehati z njim. Srečam 8, stari, to je za 8. Definitivno to. Kaj boš ti naredil? Ja. Odklanjam ti to kozo. Spomnim ta unga mačka, kada je bil ga. Ja. Spomnim, ja. Ne zdaj, da v kozico on tega mačka. Ti si nor. Un mački tudi ima, tako da je. Ne se bati, se bo rekel, se bo rekel. Bo rekel, da je mačka. Še da je mačka. Ne, jaz še sem dam tle 2. Jaz dam minus 3. Veš kaj? Ideja je bila dobra. Ideja je bila dobra, ampak jaz mislim, da sem jaz zmagal. Kaj jaz? No, mi še eno tako malo. In od 7 do 10 je vsaj 5 števil, tako da... Ok, no, kaj boš ti naredila? Kam se zna? Jaz to kozo priklamfala na tla. Nikamor ne more. In kaj pa? Kaj je narobe s tabo? Zakaj bi to naredila? Kako što treba postardušen? Izgled ti mu ena. Jaz nič ne dam temu, to delaš kozo. Što? Veš kaj? Veš kaj? Zdaj naprej, boš naredil nekaj neumega, bi mu rekel, ti koza. A veš kaj, ne samo to, če bom nakon po Sloveniji, pa bi rekel drugim, da kar je kdo nekaj naredi, da rečejo, ti koza. Valjda, sej, iz ene zanimive in drugačne ženske ideje boste naredili sranje. Fantje! Ne, ti... Prepila si kozo v tla! Koza! Ta Olivija je nova, jaz ti povedal. A boš koza vse uredil? Mi s Prešernove mladosti smo zaključili današnjo predstavo. Moj bizar! Ja, mogoče, ja, ampak tako se je pač včasih igrali te To je bilo, igre, tako so živeli. Ja, Ne morate jih obsojati. Drugi časi. Veseli bodimo, da nismo več v tistem obdobju. No, Ja, koze so bile povsod, vsi so bili kovači, tako da žeblje so vsi imeli. Tako je bilo. težek žal. No. Znači, hvala, ki ste nas danes prišli pogledati. Za Semir Fino! Prešernov dan izkoriste je praznik, jutri pa nazaj na šiht. Služba!